Pozdravljeni v oddaji Pogled nazaj. V tokratni zgodovinski oddaji se bomo ponovno spominjali Delamarisa. Tokrat z gospodom Danilom Lušino, ki je bil vzdrževalec strojev v Delamarisu, in nekdanjo delavko v Argu Čelestino Ražman. Dober dan, lepo pozdravljeni v našem studiu. Se lahko za začetek predstavite? Sem Lušina Danilo, doma sem iz Sečovelj, tudi tle domačin, rojen sem bil v Kopru, tako da sem. V Delamaris sem prišel takoj po končanem študiju, to je 1980. Sem bil šibiltist droge, samo takrat je bilo do tega združevanja droge Delamarisa in to se skupaj sem začel v Delamarisu kot energetik, elektronik in takrat moj profil je elektrika. Aha. In torej, kaj ste vi počeli v Delamarisu? Malo bolj, če opišete vaše v bistvu delo. V Delamarisu sem začel kot vzdrževalec oziroma vzdrževalec energetik. To se pravi, ukvarjal sem se v bistvu z vzdrževalnimi deli oziroma z modernizacijo proizvodnje, kar se tiče elektronike in tega. In razen tega sem pa imel tudi energetiko, tako da sem spremljal porabe, konice in vse to, kar spada k tej stvari. Tako da. In torej v obdobju, ko ste vi začeli delati, to so bili že stroji moderni. Kakšni so bili te stroji? Malo, če pojasnite mogoče našim gledalcem, ki niso tako tehnični. Ja, takole je. V tistem času je bila proizvodnja vsa ročna še. To se pravi, modernizacije še ni bilo. Se je začelo, samo so dejansko v svetu še ni bilo take tehnologije za to našo specialno ribjo industrijo, kot smo mi delali, tako da dejansko se ni dobilo. Tako da so delavci delali v bistvu, so mogli in ribo in očistiti in vse to zročno prekladati, tako da ni bilo. Dajati v konzervo oziroma so bile konzerve že od... Ja, konzerva je že bila skozi, tako da. No, tako da v Delamaris je dejansko delal, je imel kompletno to industrijo, konzervno industrijo, to se pravi, je delal škatlice, je imel tole pločevinka dele, kjer so izdelovali to embalažo. Tam, v Delamarisu? Ja, v Delamarisu oziroma v oddelku v Arigoniju, v Argu. Tam je bil ta oddelek, je to spadalo še takrat v tistem času, ko je pod skupno organizacijo in Delamaris in Argo je bilo to v bistvu skupaj. Aha, in potem najprej je bilo to ročno in potem kako je šel ta razvoj naprej? Potem dejansko se je počasi moderniziralo. Samo v tistih letih so potem prihajalo do teh kriz. Tam po 90. letu je prišlo do tistih kriz, ki je dosti firm propadalo in takrat je to malo stagniralo. In tako da je dosti ljudi tudi takrat ostalo brez dela in to se skupaj je pa ostal en del delavcev, ki je pa to vseeno, ker Delamaris je neka trdoživa firma bila. To se pravi, nikar tako hitro, da bi občutila te krize. In je nekako preživela to čas in tako naprej. Tako da v tistem času dejansko nisem več bil v tem delu proizvodnje, ampak sem bil kot sistemski inženir na računalnikih, sem se nekaj časa to ukvarjal, tako da v tistem času tam od 90. leta do 2000. Po 2000 sem prišel potem nazaj na vzdrževanje, ker sem prevzel kompletno vzdrževanje, tehnično službo in vse to, tako da sem imel dejansko s tem opravka. In teh strojev je bilo veliko, od tekočega traka do... Ja, ogromno je bilo strojev. Ja, ogromno je bilo strojev, samo takrat se je dogajalo tudi v 80. letih, da so prihajali stroji, ki naj bi bili moderni, ki naj bi bili to samo dejansko niso bili za našo industrijo in so stajali na dvorišču in so novi stroji, ki jih niso bili uporabni. Tako da takrat je bilo res škoda, ampak je bilo dosti. Tako da... In kako ste zakaj te stroji niso, kako ste pa potem vi? Ker tehnologije so bile takrat še niso bile tako razvite in dejansko niso bili primerne za našo industrijo, ker naša industrija je specifična bila. Živilska industrija z proizvodnjo konzerv je bolj težka industrija, ni tako enostavna, ker riba je pač pokvarljiva, je drobljiva, je to vse skupaj, to nek stroj dela, je to malo, še ni bilo toliko te tehnologije ni bilo takrat. In torej,
Delavke so torej najprej to dajale v škatle, ribo dajale v škatlico, škatlica šla na tekoči trak. Ja, To sem v nekih posnetkih videla in neko konzervo, ki jo je zaprlo. Ja, v Delamarisu smo imeli dejansko v proizvodnji dva oddelka. Predelava sardele in predelava skuše. Tako da smo imeli dve linije. Pri sardeli je sardela pač prihajala iz morja, ko so bili večji ulovi in se je to delalo takrat, kadar je to bilo in so dejansko samo takrat. Kadar pa ni bilo sardele, se pa dejansko začeli z skušo. To pa je riba, ki je prihajala zmrzjena iz severnih dežel, Islandije, Škotske, Norveške, od tistih koncev. Tam je te skuše dovolj in se je pač ta riba delala, kadar ni bilo te druge. Proizvodnja je pač potekala tako. Pri sardeli se je to najprej očistilo, odrezalo glavo, očistilo in to in potem je šlo na slaničenje. Po slaničenju se je pa ženske ročno vlagalo v škatlico. Potem so te ribe šle na poseben kuhalnik, kjer so se te ribe skuhale. To se pravi, konzerva je bila odprta, v kateri so se te ribe kuhale. Takrat so mi temu stroju rekli flash cooker. To pravi, da je v enem delu je ribo kuhal, konzerve so bile v bistvu na robu obrjene, tako da je sok od ribe odtekel in da se je osušila. In potem je bil drugi del kuhalnika, kjer se je ta riba samo z paro sušila. Tako da je pol na koncu prišla riba, ki se je potem zalivala z oljem, tudi ročno, z doziranjem in zapiralni stroji so pa že bili, ki so to konzervo zarobili. Aha, to je verjetno tisti stroj, ki sem ga jaz videla na črno-beli. Potem tehnologija, da razloži naprej, kako gre, ko pride konzerva zaprta, ker preko se to po pralnih strojih to opere, pa vse očisti, se zloži v posebne bokse in te boksi grejo v avtoklave. Avtoklavi so v bistvu sterilizatorji, to se pravi, tam se potem riba pri 120 stopinjah še dodatno se v bistvu sterilizira in to je zdaj v bistvu konzervna industrija, sterilizacija teh proizvodov, ki so not v konzervi. Ker potem pa je to v bistvu trajni proizvod. Tako da vse vidimo, da konzerva je dejansko rok je 3 do 5 let, ampak če odprete eno sardelo, ki je stara 30 let, je še zmeraj užitna. Tako da je to. In vi ste vse te stroje mogli vzdrževati in popravljati? Mi smo te stroje vzdrževali. In kako je bilo veliko dela, so se veliko kvarili, ker je bilo veliko proizvodnje, ali je bilo zahtevno delo, vas je veliko delalo? Ja, vzdrževanje je bilo kar precej zahtevno. Posebno v poletnih časih, ko so bile take vročine, kot so sedaj, naprimer, smo dejansko imeli remonte takrat. Tako, kar se je tudi zaradi ribe in vsega, in takrat smo imeli po 3 tedne, ki so vse te stroje na novo popravilo, vzdrževalo, ker v tistem času še ni bila ta razvoj te živilske industrije takšne, kot je danes, ker danes dejansko imamo vse iz rozpraja. Tako da se nič ne. Takrat so bili še navadno železo in je bilo treba to barvati, to rje odstranjevati in takrat je bilo ogromno tega dela. Aha, in v tem času se je zaustavilo delovanje podjetja? Ja, se je tistih 3 tedne so bili ljudje doma in se je dejansko delalo, smo mi vzdrževali te stroje. In je bilo to kar naporno delo v tistih najhujših vročini, smo to po cele dneve tole, da smo vzdrževali. In vzdrževalcev vas je bilo veliko? Ja, takrat jih je bilo kar samo okrog 30, recimo teh vseh, kar je bila v delavnici, so bili vzdrževalci tekočega vzdrževanja, ki so bili stalno pri strojih, ko so delavke delale in to, ko so jih rabili. In potem je bila še remontna skupina, ki je pa te stroje jemala, ko so bili dotrajani ven in jih popravila oziroma remont naredila in jih potem vrnila nazaj. In kako mogoče, če se malo poskusite spomniti, kako je potekal vaš dan, nek običajen dan na Delamarisu? Ja, običajen dan. Mi smo imeli plan proizvodnje vsak dan, tako da smo točno vedeli, kaj se dela. Prejšnji dan se je vse pripravilo, tisto, kar je bilo treba in ribo in ves material iz skladiščev in to, tako da je bilo to pripravljeno in potem se je začel lepo proizvodni dan, ki se je to naredila te količine. Mi smo imeli, maksimalno smo delali tam okrog 2 milijona in pol konzerv na dan. Na dan? Ja. To je bilo kar
To je bilo nekje v tistem času. To je bila neka norma, ki ste jo to je bila mogli... neka norma, to je bila norma za... In je kdaj primanjkovalo rib, da ni bilo tudi to je bilo, tudi to je bilo. Mislim, v vseh teh časih so bila in taka leta in taka. Recimo se je zgodilo kakšno leto, da ni bilo srdele. Ker vseeno narava ni bilo srdele, takrat se je pa dejansko delalo, kot se rekel, več skuše. No, sej nekje v vseh teh letih mi smo naredili okrog 50 milijonov skuče in teh stvari. Tako da je bilo kar proizvodnja močna. Mislim, je bilo to kar, ampak to govorim še v času, ko je bila še Jugoslavija. Potem pa, ko pa je postala Slovenija, so se pa ti trgi zmanjšali in se je vsa ta stvar zreducirala. Torej, glavni izdelki Della Marisa so skuša, zelenjavo, sardela, uložena in še zelenjavo je Della Wargo konzervirano, če sem prav razumela. To je bilo nekje, ko je bilo to skupaj do 80. leta. Po 80. letu pa so prišli do te delitve oziroma združevanja živilske industrije, ker se je na obali vsa živilska in kmetijska združila v firmo Timau, to se iz zgodovine pozna, ampak potem je to tisti sozdi, pa ne vem kaj so vse bile in potem se je to čez 10 let se je to začelo zopet podirati vse skupaj. Ko smo tole in ko se je to podrlo, potem pač je vsaka firma postala svoja firma in pol je prišla do lastinjenja in pol na koncu še tudi do prodaje. In ste delali v več izmenah? Kako je? Ste začeli vedno zjutraj, popoldne? Della Marisu se ponavadi delalo v 2 izmenah. Jutranja in popoldanska. Tako da občasno... Vi ste mogli vedno biti tam prisotni, če slučajno gre kaj narobe? Vzdrževanje je bilo vedno, so bili dežurni ali karkoli, tako da so do vzdrževanja morali biti seveda vedno. Ker mi smo imeli tudi proizvodnjo pare, ker ta proizvodnja, kuhanje in vse to se je delalo s pare, to se pravi, je tudi kotlarna bila in kotlarno je bilo treba tudi stalno imeti, tako da je kotlarna delala 24 ur, tako da je bilo skozi. Nas lahko mogoče popeljete malo čez cel kompleks, kaj vse bilo, torej kotlar, tako malo da predstavite, kako deluje ta ogromen sistem. Saj ste že prej sicer nekaj povedali. Prej ste že nekaj, samo takole. V Della Marisu dejansko surovine so prihajale v hladilnico, kjer so zmrzljene, zmrzlice za zmrzljeno ribo in vse te stvari. Potem so pa ostala skladišča, kjer pa so ostali material, ki se rabi pri tem. Je pa zanimivo, da recimo naša konzerva, če govorimo o skuči, z zelenjavo, in porablja posebno vrste zelenjavo, oziroma pripravljeno zelenjavo, ki je dejansko naravno fermentirana. To je specialiteta, ki jo tudi drugi ne poznajo in jo niso nikoli, zato tudi naših konzerv niso mogli kopirati, ker je to bilo način priprave te zelenjave, je bila skrivnost dolgo let. In to je pripravljal nekdo iz vaših vrst? In to smo imeli tudi v tistem času, smo imeli tudi na Delko Argu določene bazene, v katerem smo to zelenjavo shranjevali, to se pravi, mi smo surovo zelenjavo kupovali, jo shranjevali. To se pravi, to je korenček, zeleni paradižnik, zeleno, repo in vse te stvari. In to je ta naravni konzervans je bil z soljo. Tako da smo vso to zelenjavo mi z soljo toliko, vse to je tudi znano, da se da z razni načini so konzervirane zelenjava. In ta slana zelenjava je potem, ko je prišla v proizvodnjo, je bilo treba najprej razsoliti, ker je bila preslana. In potem šele skupaj z ribo v konzervo je bila dana noter. In to je bilo v tistem času bolj pozneje, ker tudi ta zelenjava, ko se je ta Jugoslavija to šla na raza, ni bilo več možno tega delati in smo to ukinili in se je dejansko pri samih kmetih v Italiji, v Grčiji, tam, kjer se je ta zelenjava tudi pridelovala, so tam oni sami konzervirali na ta naš način, po našem receptu in potem smo mi v sodih 200 litrskih dobivali to zelenjavo tam. In to je še zdaj. Se je preselilo v bistvu proizvodnja te zelenjave priprave zelenjava se je preselila direktno na
Ja, tam, kjer je. Zakaj se je to zgodilo? Zakaj niste več mogli, se več uspelo to pri nas delati, ali zaradi politične situacije? Ne, tudi prvič je bilo to zaradi tega razpada Jugoslavije in tega skupaj prej cele Jugoslavije hodila ta zanjava, pol pa se je to malo ustavilo, potem pa so tudi... Bilo treba iskati nove rešitve. Sam način proizvodnje vsega tega je bil pač, je bilo boljše, da se je to pri kmetih naredilo, ker tam, kjer je ta proizvodnja direktno in da potem pride že pripravljena in ker nam je to bilo lažje. Ker potem smo mi tudi, zdi se še to povedal, da smo potem tudi embalažo nehali delati, ker embalaža tudi je bila, svetovni trgu so bile krize, ni bilo pločevine, nekaj je bilo z Rusije, ne vem, kje se je vse hodila in smo to tudi nehali in dejansko smo zadnja leta tam po 2000, oziroma še prej, smo dobivali embalažo že narejeno iz Španije. In Španiji so že direktno pločevinko s pokrovom vse naredili in smo tam dobili. Tako da je bilo to cenejše, kako da bi imeli mi cel oddelek z vsemi stroji, z tehnologijo in vsem pripravo, ker vseeno ti v eni fabriki moraš neko količino narediti, za nas je bilo to toliko manj, da ni bilo več rentabilno. Zato je to tako velik kompleks bil nekoč, ker je vse... Jaz sem prej bil to, kot sem rekel, in hladilnica in to, skladišča in potem je bil še proizvodni del, v katerem proizvodnem delu so bile uteljevalnice, pol je bilo ta priprava te ribe, pol pri skuši je posebna tehnologija tudi najprej uteljevanje ribe, potem kuhanje ribe. Ribo smo kuhali v najprej posebnih bojotih, takih bazenih, kjer se je to kuhala, s paro zopet. Pol na koncu smo imeli tudi pa, že smo dobili iz Danske pretočni kuhalnik, kjer se je riba stresala na trak in je po traku šla in na koncu prišla kuhana ven. Tako da smo to. To je bilo potem pozneje, sam dobro, potem pa to ribo opet je bilo treba dati v neke zaboje, jo očistiti, ker ribo je bilo treba naraziti, dati vzeti kost stran in vse in očistiti tisti deli, ki niso bili uporabni in smo potem, to pa je zopet se ročno, je bila tudi linija dolga, kjer je bilo 20 delov gor, ki so te ribe čistile. In kako mogoče, če gremo malo naprej danes, koliko je še tega ročnega dela, koliko je strojnega? Ja, glede ročnega dela, že v Delamarisu 2003. leta, takrat smo začeli modernizacijo proizvodnje, čisto na novo, to se pravi na novo način proizvodnje in smo dejansko, tam je ostalo samo še to čiščenje rib, tisto se ni dalo strojno, ampak se je ročno in to je ostalo še danes, to čiščenje rib. To čiščenje rib, ker moraš še ribo prijeti, jo dati na razen, vzeti kost in te dve polovice dati nekam na en trak, ki gre pol naprej. In tako je ostalo še do danes. Ja. In kako je bilo kaj vzdušje v Delamarisu, ko ste začeli, recimo, če gremo mogoče v tisto obdobje takrat? Koliko ljudi je takrat delalo? To se rekel, tam je okrog, kot sem jaz začel 80 leta, je bilo okrog 500 ljudi. To je bilo Delamaris za kompletno proizvodnjo teh ribjih konzerv in vsega in ulova. Takrat je bila tudi oddelek, kjer so imeli ulov rib. To se pravi, ribiči so bili tudi od Delamarisa takrat. Tako da pozneje se je to potem delilo na več teh delov. In to so bili večinoma domačini? Tako, v začetku so res bili domačini, samo ko pa je se v času po drugi svetovni vojni pa je bila ta migracija teh delavcev iz Jugoslavije in tako da v zadnjih letih jih je bilo ogromno teh navadnih delavcev, delavk iz juga. Tako da je, in to je... In kako ste recimo, najprej ste prišli na delo, ste začeli delati in recimo potem za malico, kako ste preživljali malice? So bile skupne, ste jedli Delamaris za malico ali kako je izgledalo malo to vzdušje? Glede tega, pač malice so bile navadne, glih tako, ko vse posod drugod, se je bilo pač pol ure za malico in so pač delavci se dobili v tej menzi, se je reklo, in so tam dobili to malico. Tako da tam je bilo to združenje. Je pa res, da so bili delavci, ki so bili iz cele Jugoslavije, to se pravi, so
bili tudi različnih veri, vse skupaj, ampak so bili vsi enotni, vsi so bili skupaj, nikoli ni bilo do nobenih problemov, da bi kdaj kaj, kdo kaj. No, se to me zanima malo to ni bilo, to vzdušje je bilo kar, tisti, ker Delamaris je bil neka specialna firma, ki je tako to vzdušje ljudi vedno povezala skupaj. Ko so to skupaj, ker so skupaj za trakovi, za delali in vse to skupaj, jih je bilo vedno so bili, nikoli ni bilo nobenih takih problemov, da bi bilo. Ker sem slišala oziroma prebrala, da je bilo kar težaško delo, tako v vseh pogojih, to mogoče še ob začetkih, ne v vseh vremenih, mraz, ko je bil lov, je bilo treba tisto narediti. Ni bilo ne vem koliko te delovke niso toliko bile niti zaščitene na začetku, tako no? Ja, to so bili v začetku tudi problemi. Je bilo kar težko delo, čeprav dobro plačano. Ja, to pa je drug problem, da živilska industrija nikoli ni imela plače, velikih plač, bila nekaj, da bi se dobili. Vedno je bilo nekje na repu teh vseh služb in tega, tako da je bilo to, kar je pa... A mogoče je to bolj pri začetkih je bilo mogoče tako? Tudi kasneje, vedno je bilo nekje na repu vsega skupaj in je pa bila tale industrija sigurna, ko je naredila neko proizvod, neko konzervo, ta konzerva je bila trajna v bistvu. In ko se je prodalo, se je dobilo denar in tako da ni bilo problemov, da ne bi imeli, kaj jaz vem, se je rekel glihen tehnolog, v Delamarisu je 7 let takih, tako da so se to obdobja vrtela tako. Ampak je bila pozitivna. Vedno nekaj pozitivno, vedno se enkrat malo boljše, drugič malo slabše, ampak se je to nekako vrtelo okoli. Ampak ste se čutili povezani s tem podjetjem? Delavci so bili povezani, so tudi kadar je bilo treba kakšno stvar narediti, kaj to, nikoli nisem imel problemov, da ne bi kaj mogli, kadarkoli se je kaj pokvarilo, ali kaj, da bi kakšni delavci da ne bi hoteli, ali pa to, vedno so bili zavedni Delamarisu. Dosti je bilo to taki, ki so rekli, da tudi zaradi tega so ostali, ne zaradi ostalega so ostali v Delamarisu, ker ko se je preselil. Ja, ker je stale bil ta način dela, povezanost med delavci in vsega tega je bilo tako močno, da so se težko odločili, da bi... In kako se pa vam mogoče zdi ta selitev nekam v notranjost? Riba je vseeno povezana z morjem. Tukaj se mi zdi, da je Delamaris neka identiteta Izole tudi na nek način. Ja, Delamaris je bil identiteta, ja. Samo takole je, v tisti fazi, kot sem prej rekel, ko je bilo tiste razprodaje Delamarisa, je pač prišlo do tega, da je pač nekdo se odločil, da bo, ker je v tistem času, ko se je tole lastninjeno, vse skupaj so določili ljudje, ta denar oziroma te delnice prevzeli in so postali tako močni, da so potem, ko so enkrat videli, da pride do denarja, so to veseljem prodajali. In potem pri Delamarisu je bila še poseben motiv, ker Delamaris je bil v morju. In so to izkoristili in so dejansko najprej prodali teren brez strojev in tehnologije in potem je ostala samo še tehnologija, ki je dejansko mogla plačati najemnino novemu lastniku. In to bo takrat Vegrad, se spomnite, ko je bila tista afera Delamaris Vegrad in vse skupaj, je bil Vegrad lastnik, potem je še enkrat ta Vegrad še to prodal pač najboljšemu ponudniku in v tistem trenutku so Pivki nekako videli Delamaris kot neko sigurno firmo, ki bi lahko še naprej delala, kar mogoče tudi bila sreča za Delamaris, ker če bi tle ostali, lahko tudi ne bili več, ker nismo imeli več, kje biti, prostora nismo imeli, so nas prodali. Tako je bilo, to je bila žalostna zgodba, ampak ko je pač prišlo do tega, ni bilo kaj, ko to sprejeti. Čeprav je to bilo slabo, ampak boljšega ni bilo v tistem trenutku. Ko ste se preselili v Pivko, vi ste šli z Delamarisom dalje v Pivko. Ja. In koliko vas je recimo ostalo, to so večinoma v Pivki delujejo potem vsi preseljeni iz Izole, stari delavci, ali jih je veliko šlo stran? Delamaris je bil nekje konc 2008, ali tam nekje je bil prodan.
In potem se v prvi fazi je še deloval v Izoli, tih prvih 5 let. Ampak v tem času je pač se nekako prišlo, vse najprej niso niti povedali, da bomo šli prvi trenutek, ampak smo to počasi se je to videlo in da pač mogli iti gor. In potem smo to sprejeli. In smo tam 2015. nekje smo se preselili gor. Aha, 2009 je bilo Ja, v bistvu. je bilo to kupljeno, ja, Ja. in potem čez 6 let je pa bil, recimo dobro, 1 leto prej so začeli delati to proizvodnjo, to smo tudi mi sodelovali, takrat je bilo pač potrebno. Tehnologijo smo preselili v 2 mesecih, mesec in pol, 2 mesecih, končali smo tukaj julija, 15. septembra je že prva konzerva prišla gor, tako da brez kakšnih koli takih težav smo okrli, tako da je bilo kar steklo dalje. lepo je steklo in lepo je, dobro, neke opreme smo tudi še nove dobavili, tako da smo še modernizirali linijo, še bolj, tako da dejansko, kot sem prej rekel, zdaj na koncu je ostalo samo čiščenje rib je ostalo, vse ostalo gre preko, riba gre, gre direktno iz hladilnice pride, gre v otaljevalnik, ki je pretočnik, ki je taka spiralnik, ki se v 1 uri in pol recimo otali riba, pol gre naprej v kuhalnik, ki je tudi pretočni, iz pretočnega kuhalnika gre po trakovih na mize, kjer delavke to očistijo, ta delavka samo odpre, vzame to ven, da na trak, na drugi trak, ki gre po drugem traku naprej in potem so novi stroji, ki so neko, ko smo imeli na novo tehnologijo deli 2005. leta, je tudi gor, smo jo preselili gor in so te dozirane naprave za meso, za zelenjavo, vse to gre preko tega, gre avtomatsko, ni več skoraj nič ročnega dela, no, skoraj nič. In kaj ta dobra klima se je v pivki ohranila ali je bilo? Ja, bilo je malo težav, glede tega v pivko je pivka organizirala avtobus, tako da so delavci hodili z avtobus, nekaj delavcev, ki smo bili bolj vezani na kakšne taka dela, ki niso bile vedno vezana urno, ampak smo hodili z avti gor, tako da smo imeli na ta način to organizirano, tako da so glede teh stvari so to dobro organizirali, nam pomagali, čeprav delavci so bili malo nejevoljni, ker so dejansko mogli 1 uro prej iti od doma in 1 uro kasneje prideti in avtobus in vse in ta pot in vse je to malo tudi psihično vplivalo na ljudi, ker vseeno je tle biti doma, pa je drugo, kot vsak dan narediti 100 km ali 150 km poti, recimo. Se strinjam. Ja. In kaj bi vi rekli, da vam je najbolj tako ostalo v spominu od Delamarisa? Česa se najraje spominjate? Je bilo ogromno spominov, to ne, da ni bilo zdaj, vem, da je bilo in takih, tako da po noči že beri sanjam dostikrat, kako delam, kako to, kako uno. Ja, to sigurno, tako da se te stvari vrtijo mi še zmeri po glavi, tako da je bilo vseeno to. Je bilo stresno delo, vaše delo? Ja, moje je bilo stresno, ja, ker sem bil dejansko od mene je bilo odvisno. Vsaka stvar, ki se je pokvarila, sem mogel biti zraven. Recimo, in to se pravi, sem imel vsak dan sem imel. In to so lahko tudi vedno novi izzivi ali vsakič kaj, kar se ne zna in se je treba naučiti ali kako to? Ja, dobro, zdaj začetki so malo težji, ampak ko enkrat prideš v to notri, že poznaš rešitve in vse skupaj, pol je lažje. Razmišljaš že v... Ja, ti že deluje tako, ampak ni pa bilo, da ker se je ustavila proizvodnja. Ne, da bi se direktno, da bi ljudje ne bi delali, se mi zdi, da se je zgodilo enkrat ali dvakrat. Ampak to še ne zaradi naše krivde, ampak zaradi krivde, ker je pregoril transformator z elektriko. Da bi se vse ustavilo in da ne bi mogli delati. A to se ni nikoli zgodilo razen takrat? Tega, da je enkrat transformator z elektrike nismo imeli. Tako da smo imeli, mogoče sem imel srečo, ampak da ni bilo kakšnih takih hudih stvari.
In kakšne so bile te norme? Je bilo težko zadostiti tem? Mislim, so dva zahtevali veliko. To je vedno neka dvorezni meč, ker delavci so vedno povezani, vedno delajo in potem, ko imajo neko normo, vejo, koliko morajo narediti in toliko naredijo. Zdaj, če si jim to dvignil, potem so se malo upirali včasih, ker včasih tudi to je vedno, pa tudi vsi ljudje niso enaki in je bilo to, si potem mogoče mogo tudi ljudje postavljati na taka delovna mesta, kateri so bili bolj spretni v eni stvari, drugi. Tako da to se je vedno urejalo. In pač norme so pač bile takšne, kakršne so bile. In kako ste se dogovarjali recimo o planu za naslednji dan? Kdaj? To ste imeli neke sestanke, vzdrževalci, delavci? Kako je to so bili tedenski sestanki, tedenski v petek ponovadi ali pa ponedeljek zjutraj, kjer je priprava proizvodnje povedala plan za naslednji teden, kjer je bilo napisano, kaj se bo delalo, koliko, kakšne količine in to vse skupaj. In to smo vsak na tem sestanku potrdili, povedali, kakšni so problemi, kaj se da, se ne da narediti, tako da ni. In potem enkrat mesečno se je pač ta realizacija kontrolirala, da se videlo, koliko je bilo kakšen mesec narejen. Tako da to je bilo utečeno. Utečeno ni to se delalo stihijsko, kaj se danes bomo kar nekaj začeli. Ne, vedno, planska služba je to v zmeri mogla pripraviti in tudi če zdaj pripravlja. Tudi glede na prodajo in vse skupaj, kar je bo treba narediti. Aha. In vi ste se poznali z večino ljudmi ali to je bilo težko? Verjetno večino ste uspeli tudi, če je bilo tako velik kolektiv? Ja. Ni bilo tako, da v tem času v tolikem času pa zelo hitro se spoznali z ljudmi, ki so. Ste imeli tudi kakšna druženja izven dela ali kakšne veselice ali tako? Ja, to je bilo. V tistih časih v Jugoslaviji verjetno je tega več. Včasih je bilo, tako smo imeli enkrat na leto, poletje je bilo ponovadi kakšno tako srečanje. To so bili še včasih sindikati, močni so sindikati to organizirali in potem in pred novim letom tudi ponovadi je bilo to srečanje. To je bilo že stara tradicija, ki je še danes. Ker recimo zanimivo, pivki oni tega nimajo in prav čudno gledajo, ker naši delavci se vsako leto, enkrat če za tam krog novega leta, se sem tudi mene povabil ponovadi zraven, tako da kot so in so. In pol sindikat še kakšen izlet organizira to, da delavce malo, da grejo enkrat na leto nekam. Tako da to je ostalo, to še kar vsa ta leta. Vam je kak dogodek morda še posebej ostal v spominu? Ja, recimo en tak spomin, ki ga ne morem, ki mi je včasih celo strah, je bilo, da sem rekel, vzdrževalna dela v hladilnici in je nekdo neko ventil odprl od amonijaka in ki je začelo amonijak puščati. Je bilo. In je bilo dejansko cela hladilnica oziroma vse belo od tega amonijaka, ker amonijak je pač plin, ki je agresiven in vse skupaj in to. In dejansko se ni dalo več ustaviti tega puščanja na ta način, da bi šli, da se gre noter pa zapre brez skafandra in opreme. In ste mogli tudi temu to narediti? Ja, slučajno sem preko gasilskega društva dobil, da so imeli v Luki eno pred kakšnim tednom prej eno akcijo, so prav to spuščanje amonijaka improvizirali in so imeli vse opremo pripravljeno. In so gasilci prišli in si vlekli te skafandre, šli noter in to z našim delavcem in to zaprl in smo problem rešili. Če ne bi tisti amonijak, bi bila cela Izola v amonijaku skoraj. Bi bilo to smrdelo, pa ne vem, kaj bi se ratalo. Tako da smo v roku pol ure, to res so prišli gasilci, smo to naredili in je bilo slučajno sreča, da smo to uredili tako na hitro, ker drugače bi bila katastrofa. Ja, pri teh stvareh, strojih, hitro lahko gre zato pravim, da ni bilo, da nisem ne vem kakšnih drugih takih stvari težkih, da bi bilo kaj, kakšnih nesreč pri delu ali kaj, vse je bilo v teh letih, vse potekalo. Ja, potekalo, no, ker sem imel tudi jaz varstvo pri delu, pa vse stvari, ker sem imel kar precej odgovornosti. Precej odgovornosti, ja. Ja.
Ja. A vi ste v bistvu kot tudi vodili te vzdrževalce? Ali Ja, kako? jaz sem bil v bistvu na koncu tehnično službo kompletno, sem imel tudi, kar se tiče ribje moke, ker tam je tudi iz tega ribjega odpada je bilo treba ribjo moko delati, delek ribje moke je tudi spadal vse skupaj in je to tudi ta pa je on je najtežji del v Delamarisu bil, ker tam je tudi največji smrad bil. Dejansko, pol Izole je smrdelo potem, kadar so bili kakšni taki vetrovi, je to... Aha, a zato pravijo, da Izola smrdi po ribah? Ja, to je bilo, tega sem pozabil povedati, je bil ta ribji odpad, se potem zadnja leta smo to ukinili in smo tudi dobili da smo ta ribji transport dajali, ta ribji odpad najprej v Italijo, tam, kjer proizvajajo te moke pa te stvari, pa kakšno hrano za živali. In zadnja leta smo pa to voz zmrzovali in se je vozil v Grčijo. Tudi kot hrana za ene tele živali, Aha, in v določenem obdobju pa je to bilo v Izoli? Ja, dokler pa je ta ribja moka delovala, je bilo pa... Aha, potem se prav zaradi smrada to Ja, tudi zaradi smrada, pa tudi tehnologija je bila stara, je bilo že vse dotrajano, da ni bilo več možnosti vzdrževanja. Mislim, bi bilo treba na novo investirati in v tistem trenutku, ker ta ribji odpad je dejansko ga bilo treba nekaj dati. In če smo dobili za to še kakšen denar, je bilo še boljše. Potem Italijani so nam plačevali, Grki nam plačujejo, so nam dali in kontejnerje, zmrzovalnik in vse, so hodili na 2 tedna iskat ga in pač namesto, da bi mogli mi v to dajati, noter smo pol kasirali. Ja. Delamaris je tudi veliko prodajal, izvažal v svet. Ja. Ja, Delamaris ima v bistvu cel svet izvažal. To ime je zelo znano, dejansko vse posod. Trenutno je največji izvoz je v Avstrijo, to ta Hofer ali pa tam gre, se vidi, če pri nas konzerve, še zmeraj ta rdeča skuša z zelenjavo. In potem pa so tudi Amerika, Avstralija, dobro, mi tudi še dosti prodajamo v tele juga, Jugoslavije, bivše, tele republike so zdaj tudi kupci, tako da. Ma to kar že od zgodaj se je izvažalo? Ja, skozi se je izvažalo. Ja, tudi takrat, ko je bilo prišlo do združitve, recimo se spomnim Droge pa Delamarisa, pa so Delamarisi bil izvoznik, Droga je bila pa voznik in potem takrat so se te devize zbirali, kdo jih je bilo težko dobiti in je to jim pasalo skupaj, da so šli. Tako da to je bilo v tistih časih, samo okrog 80 leta se je to. In kako se je končala vaša zgodba? Ste šli v penzijo ali kako? Ali ste prej zaključili v Delamarisu? Kdaj? Kako? Ne, jaz sem zaključil, ko sem imel 40 let dela, sem zaključil pol, ker itak je bilo. In koliko torej ste delali v Delamarisu, koliko let? Malo manj, kakšno par let, se rekel, sem malo drugje bil, ampak skoraj 40 let, tam 36 pa manj za Delamarisu. Obdobje zelo dolgo. Ja, to se pravi takoj začetek, pa nekje do 95, pa po 2000 naprej pa to že zopet. No, sem po 2000 sem potem prevzel tole kompletno vzdrževanje. Prej sem bil pa na računalnikih, pa to tako, da sem... In v katerem obdobju razvoja vam je bilo najboljše delati? Ja, najboljše delo je bilo v zadnjih 20 let, zdaj to, ker smo to selitev, ta tehnologija, to izbiro, ker sem bil tudi vključen v nabavo teh novih strojev in potem smo tudi s tehnologi hodili po Evropi, po Danski, Škotski, Islandiji, Nemčiji. Tam na severu, ker ta tehnologija ribja z skušo je tam imela vso. Ja, in tam smo mi potem tudi se izobraževali, iskali opremo in... Sej to sem v bistvu prej, ki sem pozabila vprašanje, kako vi kot vzdrževalec, vi ste verjetno se mogli skozi kaj izobraževati na tem področju. Ja. Oziroma, kje ste dobili znanje? Vi ste že
po izobrazbi... Elektroinženir. Zato ste že imeli toliko in toliko predznanja. Glede tega, ja. Ampak v vseh teh letih, ki sem bil skozi v stiku z vzdrževanjem in vseh teh problemih, se dejansko prideš do tega znanja prideš. Ampak Delamaris je organiziral kakšna, ne vem, govorim na začetku mogoče, bolj zdaj, ko so prišle modernizacije, verjetno ja. Ja, ali je bilo bolj prepuščeno? Ne, v okviru te nabave te nove opreme se ponavadi hodilo k dobavitelju teh opreme, tako da je to ljudi naučil, kako se s temi stroji dela, zakaj treba paziti in to vse skupaj, tako da to vse hodilo, ker mi to opremo, to, kar imamo zdaj, ta največ opreme smo dobili iz Italije. Iz Parme, oziroma tam, kjer imajo tole, to je ta živilska industrija, recimo ves ta transport, trakovi, dozirke za zelenjavo, meso, pa to smo tam. Zapiralni stroje smo hodili v Španijo, to so v Španiji stile in potem, se pravi, ti ostale stvari, tehnologije so bile pa gori sever. Recimo utrjevalnik smo na Islandiji jim dobili, utrjevalnik rib, kuhalnik na Danskem, tako da potem te stroje tudi nekaj na Danskem, tako da je bilo to. Gre razvoj naprej. Ja, in je šlo bolj. Ja, nič, edino to, zdaj gor v Pivki, zdaj počasi ti delavci, ki so bili v Delamarisu, se starajo in jih je vedno manj, tako da zdaj niti ne vem, v avtobusu, ne vem, če jih je še do četrt avtobusa, tako je v začetka bil poln. Pač čas gre naprej, so pa dejansko zdaj ogromno novih ljudi, ko pride gor, pač iz tistega okoliša Pivke. Tako da najbrž ta industrija bo ostala. Gor, to se pravi, mislim, da bo še ostala. Tukaj pri nas pa prazni zidovi. To pa je škoda, tle pa res. V nadaljevanju sledi še pogovor z nekdanjo delavko v Argu, Čelestino Ražman. Jaz sem Čelestina iz Izraela, navadna delavka, veseljakinja, rada pojem, rada pijem, rada plešem, rada delam in ustvarjam. Sem že prestara, da bi začela neumno misliti, znam in delam, kar nisem pozabila. Ok. In to je veliko stvari. To je veliko stvari, kar me se tiče pa Delamarisa, imam lepe spomine. Sem imela 22 let, ko sem prišla v Delamaris delati. Sem zbežala od moža, se iz Umaga. V Umagu sem bila poročena, sem na 2 leti, sem rodila sina, sem se sinom zbežala v Izolo in so me sprejeli, ker mi je gospa soseda povedala, da v Delamarisu, v Rigoniju, primajo delavke in so nas prijeli 76. In od 76 sem bila tudi jaz ena. Delali smo šli na špedicijo, delali smo 8 ur, po potrebi njih je tudi 12, kdor je hotel delati, kdor ne je šel domov. In to so bili dohodki, kateri me je veselilo in sem rabila denar in sem bila lepo sprejeta in sem bila ena med najpridnimi. Sem zmeraj vse pomagala tudi starejšim ženam, so bile kurtižanke bolj stare, nisem jim mogla reči, da ne. Jaz sem imela preveč norme narejeno, sem šla pa sem njim pomagala dvigati zaboje in prinesla do mize. In tako, nas je bilo enih 50 v skladišču, smo pele, nas je bila na miza 9 mladih, lepih deklet. Jaz sem bila sicer poročena, ločena, ali v njej so bile še samske, so še na 4 žive. Vse so pomrle že in smo pele in nam je bilo lepo. Lepo, lačne, ma vesele. In kaj na špediciji si rekel, da ste delali? Kaj to je bil nek oddelek, kjer ali kako? To je bilo eno veliko skladišče. V tem skladišče smo pripravljali izdelke, sardine, marmelado, antipasto,
paradižnikovo mezgo, kavo. Tam je prišla rinfuza in mi smo dajali v zaboje. Sardine, škatle so bile z pločevinka in pločevinko ni bilo narišeno, kakor je zdaj. Smo zavivali v papir narišen. To je bila že končna postaja nekako, ali kako? Končna postaja. Pripravljali smo v ambalažo in gotove izdelke za izvoz. Ja, aha. Vi ste, v bistvu nisi delala Mi smo največ zavivali za sardine, škatle. Zavivali smo pa tako, lahko pokažem. Ja, Opa. lahko. Evo, švidla, kako smo zavivali. Tako, to bi v list, naslikan, to smo mi dali sardino, tako, 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 tako. In za tle zaleple in je bila škatla pripravljena. Ja. Aha, konzerva je šla v škatlico in vi ste v V karto in mi smo lepo na kot jo zavili. Ja. In to je bilo priprava. In smo imeli normo, koliko smo kakšne zmogle. Jaz sem med teh nas 6, ki nas je bilo, se še vem tudi spominjam imena, in smo imeli zmeraj viška, zato smo mogli malo počivati, da ne bi nam podvignili normo. Jutro nas je bilo tako lepo videti, ko četa partizanov smo pohiteli vse v Delamaris, vse v tovarno, štemplirale, kartice so šle dole. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro in vsak svoje delo in lepo nam je bilo. In koliko vas je bilo tako v isti smeni? V isti smeni nas je bilo okrog 36. V Arigoniju? Ja, 36 do 50. Aha. In potem smo šli po oddelkih, ena šla na juho, so delali juhe, ena šla na paradižnik vdelek, ena šla na kavni vdelek, Aha. zelenjavo smo pripravljali. Seckali zelenjavo in v Seckali, soli, ali ja. kako konzervirali? Ja, pa to se je prekuhalo in škatle. Aha. In z ribami si tudi kaj delala? V Delamari, ti si bila v Nisem Arigoniju? delala nič, ker ribe, refuza je bila drugi vdelek, tam nismo šli. Mi smo šli samo na pomagati zelenjavo, rezati in kavo, pakirati, gringo, pol je bil litostroj, ko smo delali se ste plehov škatle. Ker v bistvu se je na licu mesta embalaža tudi izdelovala. Tam je prišla taka folija, z teh folij so delali te škatle, se reče, nes kako bi rekla, škatle. Ja, se mislim... Embalaža. Ja, embalaža, ja. Tako, in zjutraj ste začeli kdaj? 6. Ob 6 in ste vse se štempljali, ali kako? Vse smo štempljali, ko smo šli v Delamaris. In potem vsaka v svoj oddelek, ali kako, ko si rekla prej? Svoj delek, saj smo znali, kaj moramo imeti, kako še grejo nesti. In pol ste pele si, medtem ko Tudi ste pele smo, ja, mi mlade, ja. Ena miza nas je bilo skupnih, prav pridnih. Ena Graciela, ena Marija, ena Elda, ena Neva, Arminija, Anica. To nas je bilo 7, ker smo bile prav skupne, kot malo družinske skupine in vsi smo bili dobri. In vi ste v bistvu, in kako je potekal tvoj delovni dan, recimo? Ja, kako delal? Normalno je potekal, mi smo delali, nismo mislili na nič, ker če sem bila ti tam, sem mogla delati. Ni bilo klepetanja? Ja, klepetanje, še kako? Se nisi klepetala z roko. Ja. Ja, se klepetala z jezikom in gledala z očmi, a tisto zavivanje smo znali že na pamet. In ste imeli stroge šefe?
Ali Niti ne. niso bili? Niso bili niti preveč strogi. En je bil malo, pa smo ga včasih ukrotili, pa je bil dober. Je umrl pred 2-3 letmi, Venček se je klical. Venček. En je bil Krstič. To so bili, Krstič je bil Srbin, Venček je bil iz Labora, Borčta. Tako da, ne. En je bil Marijo Skort, s Hrvatinov je bil Marjan. On je bil prijazen. Nismo imeli problemov. Niso bili časi kot danes, ki jih terajo kot živali te delavce. Takrat ne. In kaj, tvoje sodelavke, to so vse bile domačinke, izolanke ali... Ja. Izolanke, Kortežanka, Skort, tle, Šaret, Baret, Izola, ja, uvožene so bile z Brkinov. Največ je bilo Brkincev, so še zdaj v Izoli, so se naselili. Brkinci iz Vipave, z Ajdoščine, to niso bili samo Izolani. In so bile bolj mlade Italijane so ženske? že zbežali takrat proč, ko sem je šla delati v Origoni. Kdaj si začela ti v Origoniju? Jaz sem začela 59. Mlada. Mlada. In Ja, 59. Sem imela, 37 sem rojena. Ja, mlada. In ostale sodelavke so bile bolj mlade punce, starejše? Bolj mlajše vseh ne so bile na 3, druge so bile vse starejše. Vse starejše. To so vse bile ženske, ki so Ja, jih ostale je bilo pa brez polno, mož. ki so imele že 60-50 let. Tiste so bile bolj bolane, niso mogle. So bile Kortežanke, na Karlina, na Ivanka. Pomagaj me. No, kaj si, jaz raje kot spat sem pomagala. Pridna. Dobro je bilo nam, kaj. Plačo smo dobili toliko, koliko smo dobili. Koliko smo dobili, toliko smo znali, da moramo porabiti. Ni bilo razkošja. A ni so Zbilja tudi ne, otroci smo bili veseli. Ja. Ma niso bile dobre plače za tisti cajt v Arigoniji oziroma Delamarisu? Ne, normalne, kot zdaj ki imajo delavke po trgovine. Normalne, izpod minimalca smo bili. Samo če smo delali dosti nadur, je bilo pa le tudi nekaj. No. Aha, in ste delali večkrat na dure? Je bilo dela? Ja. Tudi do 10 zvečer smo delali. Cel dan? Tudi, ko sem prosila, da bi šla rada domov, videti otroka, tudi smo se morali prositi ali kregati, ker je rekel, rabimo. Eno, tiste, ki niso mogla delati, ni jemu kaj prosi, da ostanejo. Nas je prosil in smo bili dobro, je bilo dobro, boljše kot zdaj. In zakaj je pa prišlo do tega, da je bilo treba delati na dure, kaj so bila neka obdobja, ko je bilo več dela? Ja, bilo dosti ekspedicije. So zahtevali. To je odvisno od lova rib ali kako, ali od nekih obdobij. Lova rib in pa če je bilo lova rib, so tudi imeli več za prodati. In če so imeli špedicijo od 3-4 tavžent za bojo, smo mogli to narediti. A naredili smo po 24 na dan. 24 za bojo na dan. Ni bilo, kakor danes, ki lahko greš na kompjuter, pa stisneš, pa imaš svoto. Takrat so bile vse roke. Pol so nabavili stroje. Pa so zmanjšali delavke. Pol pa jaz sem rodila drugega otroka in sem šla kot čistilka delati. In kakšna je bila razlika pred stroji in po strojih? A bo še bilo, ko bilo stroje. Na stroji so delali 3 za 10 ljudi. Ja, in kaj stroje nadomestil v bistvu kateri del dela? Zavival škatle. Aha. Zavival in štancal tikete. Ja. In kako ste prej z žigom ali kako? Ja, prej je šlo bolj na roke, se vrto. Pol pa je šlo vse na štancanje. Aha. In kaj to so tudi bili tisti, ki so risali in so naredili to, vse je to potekalo? To so bili, to je bil posebni kabinet. In vse je to bilo tam? Ja, vse tam. Mislim, v kompleksu. Delamaris je bil velik. On je imel okrog 1000 ljudi zaposlenih.
In kaj vi ste se premikali iz Arigonija v Delamaris ali So tako? se premikali nekateri, mi ne dosti. Mi s špedicija ne. Mi smo delali bolj tam. Največ smo šli pomagati resekljati zelenjavo. Drugače ne. So bili pa oddelki, so kuhali ribo. Kuhali so, niso pekli. Na paro. Ja, tako je rekel. Mi tudi en prejšnji gost. Aha, in kako ste marendali, recimo? Od 9 do 10, ene smo imeli 9, ene 9 pa pol. Ni bilo vse naenkrat malca. Aha, in to ste imeli tam skupno menzo in vse Skupno ženske menzo skupaj? in je bil gužva. Aha. Pa imeli tisti listek, smo šli in malce je bila, so bile še kar dobre malce. In kaj, bila Jela- riba, to, kar ste predelovali ali kaj ste jedli? Ne, nekaj drugega bilo. Aha. Vse, kar si hotela, navadna menza je bila, ni bila riba. Riba je bila malo kdaj. In kaj recimo, kaj ti je ostal kak dogodek, tako kak spomin, še posebej tako pri srcu? iz Spomin, ne tistih vem, časov? kakšni spomini bi mogli stati. Spomini so bili taki, ker sem bila bolj boga in bolj sama in bolj težko mi je bilo delati na dure, ma sem rabila in sem delala. Ma drugače ne, sem imela probleme s možem takrat, ne pa s tovarno. V tovarni ti je bilo lepo. Ja, tovarne je bilo. Tovarne so ponavadi, če niso slabi šefi, posod lepo. Imaš družbo, samo moraš biti tudi priden delavec, ne, da ti je vse težko. Ja. Moraš delati, kar ti rečejo. Pa mar je težko, tebe ne sme biti težek delo, kot če si tam zaposlen. Moraš delati z dušnim srcem. Ja. Ali za Jožeta ali za Tonija. To je njihov. Ja. Oni te plačajo, ti si odvisen od njih in moraš biti priden delavec, zavesten. Ja. In kaj so bili kakšni, tako ste se lepo razumeli, vi sodelavke med sabo, ali so bile Ja, kakšne zmeraj je bila kašna, ki ta je nekje podštekala pod nogami, zato ker si bil ti bolj priden, ali pa to je bolj preljubljen od šefa, bolj spoštovan, da ni tako. Tudi šefi so znali te nakruliti. Samo, če se ti nisi zaslužil, te niso so te spoštovali. In in kaj si torej ti si delala v špediciji, torej etiket, v škatle dajala, Ne, škatle so prišle gotove. pakirala? Škatle smo dajali v zaboj, drveni, Aha, v drvene pakete. okej. Moški so bili zraven, oni so se lajš delali zabojčke in v te zabojčke smo mi slagali in nesli spet tam na mizo ten moškim in oni so zabili in dali etiketo, da za naprej, Aha, in to cel dan? cel dan. Eno in isto. Eno in isto. A sem mislila, da mogoče so vas kaj razporedili en dan, da ste eno delali in to, isto pol, smo da ste delali, šla. eno in isto. Edino to, kar smo šli, kakšen drugi oddelek smo drugače delali, drugače ne. Eno in isto. Aha. Smo imeli marmelado, tako trdo kot gelato. Kako bi te rekel, da si lahko rezala z nožem marmelado. V papir in v zaboje in tudi marmelado so zabili se cveke. Ma res, Taka marmelada je bila, želatina. veliko Bolj želatine. želatinska, ja. Zelo dobro. A, ima tudi marmelado in tudi Tudi kavo. marmelado, kavo, vse. Marmelada je bila tako dobra. In kaj marmelado ste vi tam delali? Tam so delali, v drugem oddelku. Ja, Mi smo bili v skladišču, ki so prepeljali ja. špedicije. In kakšna je bila klima tako med vami? Klima je bila dobra, klima nismo, Doki Hudič je vedel za klimo. Takrat ni bilo klim. Ne. Mislim, v smislu, vzdušje. ja, Vzdušje je bilo dobro, vse ti pravi, da je bilo dobro. Smo se zdaj bavili, smo tekli, mlad si bil, nič te ni bolelo.
Zdaj že ne bi tekla kot takrat. Ja. In čakaj, in koliko let si pol delala? 20, skoraj 20 let. Tam sem delala 17 let. 17. Potem sem pa šla na tržnico in sem delala naprej na tržnici. Do penzije, do lani, do predlani. Ja. In kakšen je tvoj, mislim, kako bi ti opisala to obdobje v Delamarisu? Lepo, lepo. Ni bi bilo nič hudo, lepo, zdrava sem bila. Doma me so čakali otroci. Ni bilo nekega hudega. Dok si zdrav in če se zavedaš, da moraš delati in da moraš biti sluga drugem, ti ni nič težko. Ja. In kaj potem, ko si šla na tržnico in naprej, si spoznala še veliko delavk iz Delamarisa? Če danes jih poznam, če so žive, ma jih ni več. Jih ni več. Se ni več starih ljudi. Kje pa? Jaz ne vem, če je mojih letnic še kakšnih 10 v Izoli. Ja. Ni? Pomrli so. Malo covid, malo starost, malo bolezen. Ja. In tako da je malo kakšna še kid se najde. Da lahko pogledaš, če je to ta. Ker Delamaris vseeno je imel neko simbolni pomen za Izolo, precej, Seveda je ne? imel. To, kar so šli z Delamarisa, mahar je zasmrdelo po ribi, po celi Izoli, ki so bile na oddelkih od ribe, ali drugače je bilo polno delavk so šle, vse dol, ampeleje, zaregone, avtobusi so jih vozili domov, od začetka kamioni, pa so začeli avtobusi. A v vasi domov nazaj? Od začetka leta pred mano so pa hodile peš, po cele 2 ure, vera se spuč, se skarkavč, z Nove vasi, Korte, to so hodili vse peš. Pa so jim dali kamiona, s kamionom so jim dali avtobuse in na kraju so pristali si z avte. Aha, in kaj na avtobusih so vihali nos nad temi delavkami, ki so smrdele? Ne, ki je bil avtobus samo za njih. Ne, res se je molela, zakaj tožiti na drugo, če se smrdela ti ko ona. Ja. Saj tisti, ki dela v Delamari, notri na ribah, na teh oddelkih, nobeden ni se zavedal, da kdo smrdi, ki je smrdil tudi sam. Kar tisti, ki kadi, se ne zaveda, da smrdi. Ali pa tisti, ki je česen, se ne zaveda, da smrdi. Drugi, ne? Ma če ješ tudi ti, ali pa če kadiš tudi ti, pa ti na nič smrdi. Pol smo prijatelji. Ja, in kako je izgledalo to, mislim, kaj si pa ti misliš o tej selitvi Delamarisa v Pivko? To je največja greška, to je največja napaka, to sploh ne znajo voditi, to sploh ne znajo. Zakaj bi mogli iti v Pivko? Pol pa tam so mogli narediti petelin, ne pa riba. Samo to so ljudje, ki ne premislijo, samo da so šefi, samo da so direktori in so pokrali in pogolfali in tisti, ki ni golfal, ni bil pa pameten in če nisi pameten, ne moreš delati prav. Če je bil pameten, sigurno je na krav. Če pa ni bil pameten, ni delal prav. Ni delal prav, je vozil Delamaris v Pivko. Koliko ljudi so uničili. Uničili so ljudi, ko so mogli hoditi v Pivko delati. Isto stvar, ki tle predelajo. Kakšno zanimivost, da mi poveš? Ne vem, kaj bi ti vprašala, ker nimam tudi kaj reči. Ljudje, polno je bilo, polno teh inženirjev, teh delavskih šefov, direktor je bil en sam dolgo let, je pozdravljal vseh, vsi smo ga se bali, kadar pride Sulejman v filmu. Gre direktor. Tudi če smo kaj spali ali drmuckale,
ki nisi smela delati toliko zaradi norme. Ja. Se je prišel direktor, vsi smo. Moj je bil en direktor, valjda 30 let, 20-30 let. Niko zdaj, ki se samo menjavajo. Ja. In kaj, vi ste imeli kakšne delovne uniforme ali tako halje, ste dobili? delovne uniforme. A to ste dobili? Vsi enaki smo bili. Aha. Tek so delali na ribah, so imeli kape, mi pa smo bili brez kap. In kaj, tiste, in Samo rokavic? halja. Samo Ne, te halja, rokavice nič so imele zaščitnih samo rok. tiste, ki so delali v vodi. Aha. Ja. Mi nismo imeli rokavic. Lepo nam je bilo, lepo. Smo dobivali regres, smo dobivali za 8. marc darila. Zadnje darilo sem bila dobila rjuho. Tako da so zmeraj misli 8. marc, smo zmeraj nekaj dobile. Zdaj nobena misli na delavke, ni na ženske 8. marc, ni na moški Sveti Peter. Ja. In kako tam so vas cenili kot žensko delovno silo, moški? Kako so bili te odnosi ženske, moške? Ne, noben se ni zdaj zaničeval. Noben se ni usodil, da bi te kaj maltretiral ali kaj. Ja, če si iščela greh, si ga pa najdla. Ja, če si, naprimer, se preveč štulila v kakšnega moža, tudi žena njegova te je prej kužila. In delala greh in čakala pred vrati. In tudi tega je bilo. Ja, takih tudi dram. potičkov škodni skritih so imeli. Je bilo in bo bilo. Tudi včasih, ko niso imeli nobenega zdravnika, so imeli ljubice in ljubce. Ja, Ni bilo, da zdaj, ojej, tista, res tista zapustila družino. Tudi takrat so delali tako. Ko pokvarjeno rojeno bo pustila in moža in otroka in bo šla z drugim, ali pa se bo ta ženska una natepla, ali pa karkoli. In so bile Mera me je enkrat ena tudi reka, Čeletina, kaj ne veš ti, da moj mož je poročen. No, kaj jaz vem, kaj je tvoj mož, če je poročen ali ni. Jaz nisem gledala, če ima rinko. Ti si tista, ki moraš vedeti, da je poročen. Bodi boljša z njim, pa ne bo iščev druge. Jaz tvojega moža ne poznam. In tako sem končala, če biš se potuhnila in rekla, kaj te briga tebe, če biš bila, on je moj, ni moj, je tvoj. Ja. Tako je bilo tudi takrat, marsikašna se je kje, čakalo se je, pa da, napadlo, zela se vleklo. A to tam v službi? Ko smo So šli bile ven, take? ja, na vratih, ja. So bile take dramice. In tudi Ja, kakšne... vsega je bilo. Ja, Tudi napili so ljubezen. se, ker na enem oddelku, kamor so delali paštete so delali s koškami, kurami, pol pa so delali s zelenjavno pašteto, ne? In tam so dajali vino. In veš, da ko je bilo vino, da so se tudi napili. Pa šta bilo? Še jaz sem pomagala, ko sem bila čistilka nositi notri vino kurjačam. So me plačali, sem prinesla in jaz sem prodala, oni so bili veseli. Tako, so se dogajale torej ljubezenske več kot zdaj. pretepi. Zdaj tovar je malo tovarn Ja. in je malo delavk. In ker drugače takrat je bilo polno. Nikoli nisi vedela, kje je kakšna skrita. Da se je bilo polno. In kaj ste imeli tudi kakšna druženja, fešte, tako ste se kaj... Bolj malo smo imeli v Delamarisu. Niti ples je bil v Arigoni, ker je bil za vseh in je bilo lepše kot zdaj. Zdaj ni nič nikjer. Namesto bi kaj podelali za mladino, še pobirajo jim voljo in nadajo službe. Niso več tiste časi, ki so skrbeli šefovi, predsedniki občin, župani, vsi so skrbeli takrat. So bile 4-5 plesov v Izoli. Muzika, poleti, to je bilo veselo, zdaj ni nikjer nič, tam dva brižna cingljajo, ne veš,
ko igrajo ali pa jočajo. Ja, res je malo, Ja, malo nič ni. mrtvo. Gostilne zapirajo v 10, prireditev ni, enkrat na leto se nekaj spomnijo. No, a drugače, to so majhne vasice, to bimo Izola, Koper, Piran, to je lepi kraji, samo nimajo osnove, da bi bili kaj vredni. Da nimajo morja, niti ne bi znali, da kje so te kraji. Ja. In kaj vi po delu ste, tako se tudi kaj družili v privatnem času, delovke v Oregonju, Ja, in tako sem- ste bile prijateljice, ste se tako, ste se družili. Ne, jaz nismo se preveč družile, ker so bile te največ iz vasi, Aha. Korte in Gornova vas in tle Puče. Jaz te druga pa, jaz sem imela otroka, nisem imela časa se z njimi družiti, jaz sem šla rajši kaj delati ali v zadrugo pobirati breskve, ali sem šla prodajati po urah na tržnico, ali sem pa šla čistiti po hišah. Ja, Ker zmerom se je trebalo delovno. če otroke hraniti in tovarna ti je dala majhno plačo. Ja. In zakaj si potem zakaj si nehala delati v Oregonju? Sem nehala delati zato, ker, če ti prav povem, so bili navšljivi, da ke delam jaz samo 2-3 ure čistilka, ker jaz sem se tako organizirala, namesto delati 6-7 ur, sem delala 2-3 ure in sem hodila ven in vratar je hotel zaposliti svojo ženo. In potem jaz so me utožili, da sem nekaj ukradla. Ma kaj sem ukradla? Sem imela nek 30 dek enega gringota, kot da bi zdaj CD-vita. A to, In to to se... je vratar sumil, da imam bog ve kaj notri in so me suspendirali iz tovarne. In jaz, hvala Bogu, sem delala že na tržnici, lih prav. Sem odprla SP in sem začela na tržnici in sem imela denarja v vrečah, prej sem imela samo v žepi. Aha, oni so te pokrivom tož, da si ti nekaj nesla ven. Ja, jaz sem res imela teh en take kozarcenih 20-30 dek gringota sem Ma to imela. ste v tovarni tudi... Proizvajali. Proizvajali so. In tiste tam žene, ki so bile, so mi dale včasih, da pijem jaz. Ja. In jaz, ker sem imela doma otroka, sem nesla domov. In isti takrat, ker je videl tam, da imam en tubo, tako, zavit, lepo, tako. In tle notri sem dala ta gringo. In to je bilo tako... In on je mislil, ne vem, to je hotel. To so bile samo navšljivosti. Jaz sem se tako rešila. Vsako slabo je za nekaj dobro. Ja. Sem odprla iz pesmi, začela delati na tržnice, kot da bi kraljica prišla. Vsi so mi hodili, robe ni bilo. In jaz sem od jutra do cel dan, 2-3, pa sem pa celi dan do 9 delala. Prve denar, ki sem si zaslužila, sem šla na občino videti, kje prodajo zemljo za hišo. Za bajto zidati, in zdaj sem se zidala da na 2, da na 3, da na 4 in tako, da jih je več kot 5. Ja. Če se vrnemo, si rekla, da so te primili nekako na črno piko, ker si hotela delati manj 2 ure čistiti. A ja, to nisem dobro razumela. Ti, če si čistilka, imaš normirano... V Oregoniu si bila čistilka? Ja, pisarne. Tam so bile pisarne. To je vse razrušeno, ne? Tam, ti si čistilka. Ja. Ma jaz tudi zdaj imam čistilke. Ena mi dela 4 ure, ena mi naredi v 2 ure. Ja. Razumeš? Je isto delo, Ja. samo kako se ga razporediš in kako delaš. Ja. Jaz, ko je bilo lepo vreme, sem naredila hitro in sem šla domov na tržnico, po plažah, prodajati sadje, naprimer. Delati po hišah, čistiti ženen kopalnice. Ali pa sem šla k kmetom delati v njive, pobirati breskve, vezati paradajze, vse sem delala. In sem šla prej iz tovarne. Sem prišla v tovarno čez ena vrata,
sem šla domov, čez druga, prišla nazaj, sem naredila pol dela doma, prišla nazaj. Pa sem šla čez te glavna vrata, pa štamplirati in domov. To je malo na skrivaj si delala. Kaj sem tela jaz delala, to so nor tovarne. Je bilo 9 pisarn, je bilo polno dela. Jaz sem naredila 1, 2, 3. Sem imela cunjo pod nogo, metlo v roki. In mimo mi grede v žepi pa drugo cunjo za obrisati mizo. Mimo grede mizo sem šla, sem pobrisala, pod nogo pobrisala prah. Je bilo težko, ni bilo parketov, ni bilo lakirano, je bila deska, so hodili si z oddelka za zelenjavo s tistimi coklami, je bilo umazano. Samo jaz sem bila hitra, jaz sem to gledala, da bi naredila čim prej. In sem si najdla eno varianto, da sem šla vmes domov. Če pa sem mogla biti notri, ker nisem imela nobenega dela, jaz sem pa pucala šipe in dajala rožice na mizo in obrisala, pomila šalce. Tako da so bili vsi zadovoljni. Cela koza in volk sit. Ja, tako je bilo. Samo na koncu Sem uspela. Vse sem uspela in hvala Bogu, da sem še živa in dobro je. Vse sem uspela. Sem bila sama, 3-krat ločena. Vsake misli, da bom Bog gospodaril, pustiti se nisem hotela. In tako. in še zdaj tako. In še zdaj tako. In hvala Bogu, da sem še tako. Da sem še tako, da imam voljo. Vse rešen, če ne morem sama, si pa najemam ljudi, plačam, pa je vse narejeno. V glavnem ne trpim zato, ker ni urejeno. Super. Dobro. Ne vem, kaj če ti bi povedala. Sej si povedala. Saj nimaš dosti. kaj. Ja. Tovarna Saj to so spomini. bila, Ampeleja je bila polno ljudi v Ampeleji. Jaz sem zamenjala vse čistilke. Šla na dopuste, šla na bolniško, so bili malarji, je bilo treba za malarje me počistiti. Šef je prišel k mene, Celestina, glej, ki tam bomo belili, pridi, boš prevzela, boš čistila. Jaz sem vse prevzela, pol noči delala, da če treba, otroci sem dala spat, vsi ten sem šla do varno. Sem imela voljo in sem imela kaj delati. Zdaj pa nima niti kaj delati ljudje. In tisti, ki ima kaj, neče delati, ki nima volje. Ja. Zdaj je sama droga. Ne droga v Delamarisu, droga po hišah. To ti vidiš, grozno je. Si imam doma samo drogo tam zraven. Ja, to si rekla, ja. In kaj češ? Ja. Tako ti je. Čakaj, samo to še, tako poznih urah si čistila? Do polnoči? Ja! A ja, ko grejo vsi domov, seveda. Pisarne so šle popovdne domov. Seveda, ja. Popovdne, jaz sem imela cajt do jutra. Jaz sem prišla, naprimer, ko sem že prodajala po plažah, sem prišla s plaže in sem šla delat v Delamaris. Sem se vrgla pod mizo, pol urce ali pa 20 minut sem zaspala pod mizo, da me ne bi ulovil šef in sem čistila naprej. Je bilo čisto vjutro. Nobenega ne brigalo, kako sem kadaj. Glavno, da je bilo čisto. Je bilo pa čisto. Jaz vidim zdaj te čistilke moje, niti ena ni ta prava. Tam vidiš piko, tam vidiš to. To ni čisto. Zdaj me nekaj deterčet pa počiste, to ni čisto, naprimer, ne. Ja. Ne vem, kako bi ti kaj še pomagala, da ti lepše, polepšem tvoj. Prispevek, mene sem si ga naredila zanimivega. Ja, je dolgo časa tudi nazaj, ne? Je dolgo časa nazaj, ja. Računaj, da to se dogajalo od 22, 23 leta do nek 40. Ja. To se dogajalo, pol pa jaz sem šla na tržnico delati. Delala sem še prej. Sem delala vjutro na tržnici, popoldne v tovarni, čistilka. Ja. 17 let, ne? Ja. Pol pa sem tam postila, pa sem nadaljevala tržnico. Ja. In kaj to čisto na začetku, ko si prišla, to se je govorilo slovensko, šefi so bili Italijani, kako je to? No, ne slovensko, po naše. Samo en je bil Srbin, Krstič,
se klice Krstič, bil zelo dober šef, je bil Srbin. Aha. Drugo so je bil, ta Marjan je bil s Hrvatino, Venčik je bil z Izole in Erni je bil s Kort. Direktor je govoril italijansko in slovensko, bil visok, lep mož. Ni bil preveč hudoben, on ni nič ukazal takrat, on je bil samo direktor, razumeš, je kontroliral, Ja. ali ni znal, kaj se dogaja. So pa te, kako bi ti rekla, tele, kako te, ki prodajajo, kako se že jim reče. Komercialisti. Komercialisti so se znajdli. Oni so se znajdli. Oni niso vnesli 30 dek gringota ven, ki bi bila kot CD-vi, tam niso vnesli 30 zabojev v svoj avto nakladali in to. Samo to se dalo takrat. Aha, malo so prodajali zase. Tak je bil znal, tak je znal, je delal, tak je ni Zato so znal. tebe obtožili, da si... Ja, mene so pa tožili za Za 30 eno, dek. ne. Mene sem vsem povedala, tudi advokatu sem povedala, da se ne imela jaz to. Ja. Samo nisem pa smatrala, da me bojo zaradi tega tako grdo odpovedali. Ja. Ja, ma dobro, da so me. Ja. Ker prej sem mogla biti v tovarni popodan, potem sem šla pa nabavila robo, pa sem podaljšala tržnico do 8 zvečer. Tako da me niso nič... Kot si rekla prej, ja. Ja, vsako slabo za eno dobro. Mene ni bilo hudega. Jaz sem imela voljo, je še zdaj mi ni hudo. Če me v polnoči prideš iskat, da gremo v njivo saditi koruzo ali fržovo ali krompir, vse drugega se ne mora saditi, jaz bi šla zdaj delati. Če sonce, klabil gor in gremo. Se ne pa umre vsake druge od sonca. Umre vsake druge od raka. Ja. Sonca ne, če se malo paziš, če vidiš, pa te škodi, bodi doma, bodi v senci. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.